Občinski svet, Mestna občina Krško je sklical zdaj že drugo sejo vezano na sporno kadrovanje na področju posavske energetike in res smo ves čas močno opozarjali na to. Na vlado smo naslovili že veliko sklepov, ki so bili v občinskem svetu vedno soglasno potrjeni. Med drugim smo izrazili skrb tako za varnost kot za prihodnost jedrske energije v Posavju in zahtevali, da se na tako pomembna mesta imenuje kader iz te stroke, jedrske in iz lokalnega okolja. In zdaj najbrž ni potrebno razlagati, da so se, kakor kaže, požvižgali na naše mnenje, na mnenje lokalne skupnosti, ne. To ni neka teorija zarote, ki si jo lokalci kar složno izmišljujemo za sprot, ne. Ves ta taktični prevzem trenutne oblasti vseh ključnih družb, ki upravljajo z jedrsko ali pa so povezani z njenim upravljanjem, je dejstvo. Vsi njihovi te koraki so javno razvidni, javno objavljeni in javno preverljivi. Tega si mi ne izmišljujemo. Na koncu koncev pa na to že lep čas opozarjate vsi novinarji različnih medijskih hiš, ne. Zdaj, naj poudarim na tej točki, da kadrujejo vse vlade, ni ta vlada neka izjema, kadrovanje vlad je ustaljena praksa. Zakaj smo pri tem kadrovanju tako javno na nogah, ne? Ker se je ta trenutna vlada čez celoten proces prevzema posavske energetike in spornega kadrovanja požvižgala na čisto vsa pravila. Požvižgala se je na mnenje KPK-ja, na navodila SDH-ja o imenovanju nadzorne svete, požvižgala se je na navodila, kakšne profile morajo ti člani odločanja imeti, na smernice Združenja nadzornikov Slovenije, nenazadnje se je s svojimi imenovanji požvižgala tudi na mnenja Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. In zato smo upravičeno zaskrbljeni, ne, z novimi uredbami in spremembami aktov jim je uspelo iz vseh organov odločanja izpodriniti ves strokovni kader in si tako zagotoviti večino pri glasovanju. Tako je iz upravnega odbora RAOT odstopil predstavnik NEK, gospod Božidar Krajnc, vlada pa se je odločila, da po novem ta upravni odbor sploh ne potrebuje več predstavnika jedrske in ga je iz odbora črtala. Mislim, govorimo o družbi, ki bo gradila odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke. A res ta družba ne potrebuje strokovnjaka iz jedrske stroke? Mislim, jaz ne vem, kdo je tukaj nor, ne. Zdaj, stvar je kompleksna, vsak njen milimeter kaže, da je to kadrovanje z namenom črpanja tega denarja v lastno korist in ne v uspešen ali pa še uspešnejši razvoj jedrske energije v Krškem, kar sem že večkrat poudarila, ne. No, tako smo pa prav včeraj neuradno in danes uradno izvedeli, da je namesto generalnega direktorja Gen energije, krovne družbe, ki ima med drugim v lasti tudi polovico jedrske, prišel gospod Košorok. To, kar smo predvidevali že lep čas. Nasleduje ogromno. Nasleduje zdravo delovno okolje, ugled, dobro ime družbe na lokalni, regijski, nacionalni, dejansko tudi na mednarodni ravni. Stabilno poslovanje, naraščajoč odnos, lojalne in ponosne zaposlene. Res je ogromno nasledov. Kar pa ni v tej dediščini zajeto, pa je zaupanje lokalnega prebivalstva, ki je v preteklosti vsa garnitura teh eminentnih gospodarstvenikov iz te stroke, pa zdaj bom na hitro omenila samo dva, pa jih je več, gospod Stane Rožman in gospod Martin Novšak, ta garnitura je to zaupanje gradila desetletja in pri tem so bili zelo uspešni. Res uspešni, ne. Ampak dejstvo je, gospod Košorok je imenovan. Nam lokalcev ni v interesu, da nagajamo in onemogočamo nadaljnji razvoj posavske energetike. Dali mu bomo priložnost, da se predstavi, nenazadnje je danes ali pa včeraj že takoj prejel povabilo na to izredno sejo. Tako da dali mu bomo priložnost, da se predstavi, da se izkaže z dejanji, predvsem da se izkaže z dejanji v prihodnje in da si pridobi naše zaupanje. Mu bomo pa seveda zaradi vsega tega ves čas močno gledali pod prste. Mislim, nenazadnje ne moremo mimo tega, da govorimo o človeku namesto generalnega direktorja, v katerega je svet delavcev družbe, kjer je imel podobno funkcijo, kot jo bo zasedal v teh dneh,
in ogorčena lokalna skupnost metala jajca in se mu glasno in jasno uprla. Tako da ga čaka še dolga pot, ki pa seveda ni nedosegljiva, če so njegove namere pri naskoku na to funkcijo iskrene in jasne. Ker nam mora biti vsem skupno transparenten in zdrav razvoj jedrske energije, ki je velik del posavske energetike. Tako da, ja, seja bo sigurno burna, jaz pa resnično upam in si želim, da se vladajoča garnitura odzove, vsi so povabljeni, tako zdajšnji kot prejšnji, da se seje udeležijo, ker se na dosedanja naša povabila nikoli niso odzvali, in da nas za začetek nehajo gledati z vrha in arogantno, pa bo že prvi korak narejen. Vseeno pa tudi upamo, da nas bojo s svojo strokovnostjo in jasno vizijo pomirili. Zdaj lahko zaključimo, da smo še nedolgo tega nazaj sanjali o drugem bloku jedrske, pravkar pa rešujemo obstoj obstoječe nuklearne elektrarne. Ker če bodo podpisovali take pogodbe, kot je prišla na Arao za izgradnjo odlagališča, pa je bila hvala Bogu zavrnjena še pod prejšnjim vodstvom, potem tega denarja za izgradnjo ni in ga ne bo. Posledično pa je s tem ogroženo tudi delovanje jedrske elektrarne v prihodnje. To je dejstvo. To si tudi nismo mi izmislili, to je preverljivo. Kakšne pogodbe so bile in kdo so bili in kako je ta hobotnica skupaj spravljena, pa mislim, da je javno že obveščena iz medijev.